Hvala lepa. Malo energije je potrebno prišparati še za jesen. Spoštovane kolegice, kolegi, seniorke, seniori, predsednik kluba gospod Ivan Bizjak, prva predsednica Marija Vodišek, motor kluba Vera Ban in vsi ostali. Od samih začetkov Slovenske demokratske stranke smo v naše programe vedno pisali med naše temeljne cilje enake izhodiščne možnosti in uravnotežen razvoj. Dolgo časa smo čakali, preden je stranka dobila v roke tiste potrebne inštrumente, da to lahko tudi v praksi uresničujemo. To se je zgodilo šele z velikim prebojem na volitvah leta 2004, pred 4 leti. In od takrat naprej je ta vlada, katero ste vi pomagali postaviti na noge, vzpostavila načelo uravnoteženega trajnostnega razvoja. V zadnjih 4 letih smo težili k temu, da imamo gospodarski razvoj, socialno politiko in varstvo okolja na isti ravni in da vedno, kadar se je potrebno odločati o prioritetah, v ospredje stopi človek. Na tej točki je bil ključen politični spopad že v začetku tega mandata, ko je ta koalicija, na čelu katere je Slovenska demokratska stranka, popravljala krivico iz preteklosti, ko je prejšnja vlada leta 2000 oziroma 2001, takoj na začetku prejšnjega mandata, sprejela rešitev, da pokojnine zaostajajo za plačanje oziroma da usklajevanje pokojnin zaostaja za plačanje. 2,5 povprečni plači ste upokojenci izgubili v prejšnjem mandatu. Toliko je odšlo iz pokojninske blagajne drugam in to se v tem mandatu vrača. Ključno načelo, ki je bilo uvedeno v tem mandatu, temelji na priznanju zaslug upokojenskih generacij za to, kar Slovenija danes ima. In tudi ta vlada je prva, ki je uvedla usklajevanje pokojnin za plačami na začetku mandata. V tem mandatu bomo tudi prvič, kar Slovenija obstaja, z nekim solidarnostnim instrumentom pomagali tistim, ki jih je najbolj prizadela inflacija. Tudi mnogi drugi znani vzroki vplivajo na povečanje draginje. Na to vplivajo tudi domači vzroki. Predvsem pomanjkanje konkurence ponekod. Dejstvo, da si nekaj velikih ponudnikov tako ali drugače lahko samo ureja pogoje, pod katerimi bo prodajalo ali konkuriralo na javnih razpisih. Vsako storitev oziroma vsak produkt podraži. Na koncu to plačamo, mi plačate potrošnjo. Zaradi tega je varstvo konkurence eno od temeljnih dolžnosti države. In to varstvo konkurence, zaščita potrošnikov je v času te vlade dejansko dobilo tisto mesto, ki te dejavnosti pripada. Žal se je pri tem naletelo na veliko odporu. Ko je prišlo do kadrovskih menjav v teh institucijah, ki morajo skrbeti za to, da imamo konkurenco na našem trgu, je bilo to vse napadeno, skuša se preko pritožb na sodišča zamenjati ljudi, ki so začeli končno delovati, skuša se preprečevati njihovo delo z izgovarjanjem na varstvo osebnih podatkov in podobne stvari. Ogromno polen dobivajo pod noge te institucije, ki imajo v bistvu eno samo nalogo in en sam cilj. Zagotoviti, da bomo v trgovinah plačali realno ceno. Tisto, ki dejansko izhajajo iz proizvodnih stroškov ali pa iz trgovskih stroškov, ne pa tisto, ki jo nek trgovec, zato ki ima monopolni položaj, določi in na to da še povečano maržo, ker skuša pridobiti čim večje dobičke. Torej, tukaj gre za zelo pomemben spopad, ki se odvija v zadnjem letu in od njegovega rezultata bo zelo odvisno, kakšne
po kakšnih cenah bomo v prihodnjem času kupovali v naših trgovinah. Zato ne moramo kriviti znanih razlogov, to je naš domači problem in tudi doma ga je potrebno rešiti. Gre pa za pomemben politični spopad, zaradi tega, ker tisti, ki imajo monopole, imajo veliko denarja, veliko kapitala, pokupili so večino medijev v tej državi in vedno stvarnost obračajo. Ta vlada je, kljub temu, da v tem mandatu nimamo najvišje inflacije, odkar v Sloveniji obstaja, ampak imamo najnižje v povprečju, če pogledamo celotni mandat. V tem času, ko je predvsem dvig cen hrane, pomembno prizadel predvsem tiste z nižjimi dohodki, med katerimi je tudi veliko upokojencev, reagirala z interventnimi ukrepi. Tako bodo upokojenci ali pa tudi med vami, ki je verjetno veliko, že prihodnji mesec dobili draginjski dodatek. In to tisti, ki imajo najnižje pokojnine. Na ta način se poskuša z enkratnim ukrepom blažiti posledice inflacije tam, kjer so te najvišje. Vladi je bilo najbolj očitano, da ne ukrepa, ko je predlagala zakon, ko ga je državni zbor z veliko podporo sprejel, bilo rečeno, da je to predvolilna poteza. Zdaj, če je to predvolilna poteza, potem je tudi inflacija predvolilna poteza, če kdo temu verjame. Reagiramo na tisto, kar dejansko vpliva na stvarne pogoje, na življenje ljudi, na stvari, od katerih je odvisno, kako bomo preživeli mesec. To je slika prihodnosti pokojninskega varstva v Sloveniji še zdaleč ni črna. Tisti, ki jo skušajo slikati črno, so se v preteklosti res trudili, da je bila takšna. Vendar smo to presekali, zdaj je situacija drugačna, trendi se obračajo, še vedno je treba biti pazljiv, vendar če bomo ostali v teh okvirih in v načrtovanih reformah, ki so šokantne, ki so postopne, ki nikogar posebej ne prizadevajo, potem smo na dobri poti. Ne samo, da bomo ohranili stabilnost pokojninskega sistema, ampak da bomo to stabilnost povečevali tudi kapitalski del pokojninske blagajne in s tem skrbeli za večje pokojnine. To, kar je ključna zasluga tega mandata, je, da smo iz medgeneracijske solidarnosti, ki je bila prej fraza, zdaj naredili dejstvo. Tako kot je gospodarska rast, kot rastejo plače, kot se razvija družba, kot raste standard, tako se obračunavajo tudi pokojnine. To je potrebno ohraniti, če vam bo kdorkoli, kadarkoli skušal to vzeti, se morate za to pridobitev zelo boriti. To ni samo interes vaše generacije, to je tudi interes vseh prihodnjih generacij. Tukaj mora ta medgeneracijska solidarnost zafunkcionirati tudi v obratnem smislu. Vabim vas, da toliko pozitivne energije in dobre volje, kot ste jo prinesli danes v Domžale, vložite v naše skupne aktivnosti tudi v prihodnjih tednih in mesecih. In če se bo to zgodilo, potem smo lahko prepričani, da nas na začetku letošnje jeseni čakata tako bogata žetev kot bogata trgatev. Hvala lepa.